Nezaupanje v delo župana je z obsodbo postalo zelo resna ovira in grožnja delovanju, obstoju ter razvoju občine, menijo v stranki. Resno pa je ogrožena ta funkcija predvsem zato, kajti v prihodnjih razpisih, ki jih bo izvajala občina Trebnje, bo zelo težko dobiti kvalitetne razpise, s tem pa tudi kvalitetne izvajalce oziroma prijavitelje na te razpise. Kdo se bo še odločil za sodelovanje potem, ko je bilo v obsodbi jasno dokazano, da je prišlo do zlorabe uradnega položaja, se sprašuje kaplan. Kastelic pa v današnjem sporočilu za javnost med drugim komentira izrečeno sodbo. Po tehtnem premisleku sem se odločil za poravnavo in sprejel pogojno kazen. Odločitev je pač bila taka, ker povzroči najmanj škode za vse. Sicer se več lahko preberete tudi v današnji izjavi za javnost, ki je tudi na naši spletni strani. Opozicija meni, da bo v prihodnje oteženo sodelovanje z drugimi občinami. To pa jasno pomeni, da bi občina Trebnje izgubila moment razvoja, zaostala v tem razvoju oziroma, kar bi bilo še huje, nazadovala. Kaplan in njegovi strankarski kolegi pričakujejo, da bodo o tem razpravljali na jutrišnji seji občinskega sveta. Želijo tudi županovo stališče glede odstopa. Takih pozivov sem vajen, v zadnjih 5 letih je bilo kar nekaj, tako da pravzaprav gremo naprej in seveda brez odstopa in pričakujem, da bomo v prihodnje dosegli še uspehe v občini Trebnje.